Zahvaljujem se Mihajlu, da se je potrudil in nam danes naredil res zanimiv, lep, poučen filmski večer. Hvala, iskreno hvala. Hvala, Mihajl. Iskrena hvala. Tvoja zahvala mi pomeni v imenu vseh članov, ki jih zastopaš kot predsednica. Rad bi pa povedal nekaj. Povedal bi, da obstajajo plemeniti poklici. Obstaja poklic politika, ki naj bi bil plemenit, saj z glasovi zastopa nacijo, ljudi, državo. Obstaja poklic duhovnika, ki skrbi za duhovno življenje, za moralno in etično smer vsakega posameznika, ki naj bi živel po svetopisemskih besedah: ne škoduj drugemu, ali pa stori drugemu, kar želiš, da bi drugi tebi storil. Obstajajo poklici, ki so plemeniti, poklic zdravnika in mnogo drugih poklicev. Vsak izmed nas ima plemenit poklic. Vendar, ko človeku daš denar in ko mu daš moč, šele takrat spoznaš njegov karakter. To smo danes videli skozi film The Real Anthony Fauci, kako lahko te osnovne stvari, s katerimi človek v bazi funkcionira. Družba je tako narejena, da rabiš določeno avtoriteto, da rabiš določena sredstva za funkcioniranje, vendar jih imajo ljudje v različnih količinah in neenakomerno razporejene. S tem spoznanjem, s to mislijo bi se od vas nocoj poslovil. Iskreno bi se zahvalil Eveljani, ki od torka pa vse do danes zame poskrbela, da sem lahko v tem kratkem času pripravil to gigantsko delo. Prej smo se pogovarjali zunaj v pavzi, nekdo je rekel, na RTV Slovenija delajo 3 en mesec za to, da naredijo 3-urno oddajo v 3 nadaljevanjih s podnapisi in s prevodi, ali pa morda celo več, da so za to krepko plačani. No, jaz sem uspel to v 3 dneh in pol narediti, pa nisem za to specialist. Opravičujem se pač napakcam, te bom odpravil, ker je možno, ker je modificiran, podnapis sem tako naredil, da ni zapečen, ampak se ga da še popravljati, tako da bom potem skušal tudi to informacijo razširiti. Vendar ne na YouTube, ker tam brišejo, zdaj so nam zbrisali prejšnji teden film, ampak jaz ga nisem nikamor ponovno nalagal, ljudje so sami to posneli, sami širijo. Vam pa povem, da je bilo v prvih 4 urah 1200 ogledov, potem pa je YouTube zbrisal. Toliko o tem, toliko o tej pošastni cenzuri, ki pove, da imamo prav, da smo na pravi poti. Ostanimo na pravi poti in se vidimo naslednjo soboto. A dovoliš, jaz bi za spodbudo Izvoli. še povedala eno resnico. In to je, da resnica zmaguje. In lahko smo srečni, da smo se vsi odločili za resnico, za radost, za življenje in širimo to naprej v teh dnevih. Ne pokopujmo mrtve, ne govorimo, da imamo mrtve, govorimo o življenju, ker Bog je življenje. In če je Bog obudil Jezusa Kristusa 3. dan, jaz verjamem, res verjamem, da ni mrtvih v grobovih, niti ne v morjih. Vsi imamo možnost popravnih izpitov in verujmo, da življenje in ljubezen na tem planetu trenutno resnično zmaguje. Po 3 urah resnično negativnih informacij, ki užalostijo vsako dušo, je prav, da pogledamo, kje je rešitev za vse nas, ki smo se odločili, da bomo živeli v radosti. Le kako smo lahko radostni, če je okrog nas toliko smrti, toliko trpljenja, toliko laži, toliko prevar? Le kako? Prvi bomo zadnji in zadnji bomo prvi v Božjem kraljestvu, je dana obljuba. Kaj to pomeni? Da skupaj
skupaj ustvarjamo pogoje za Božje kraljestvo tukaj zdaj na zemlji. Smo Božji otroci in modro je, da živimo resnico v vseh okoliščinah in da jo govorimo, živimo in da delujemo v tej smeri. To, da smo danes gledali 3-urni film, je ozaveščanje, kaj se je dogajalo zadnja 3 leta okrog nas. Mi v Društvu za srečno življenje Belis smo bili zaščiteni z ljubeznijo, z modrostjo. Nismo bili cepljeni, nismo nosili mask, družili smo se, objemali smo se in verjeli v življenje. Ampak na zemlji je 7 milijard ljudi. In veliko ljudi je trpelo v tem obdobju. In prav je, da je nastal dokumentarec o tem trpljenju in da se zavedamo, da smo skupaj na isti ladji in da je solza nekoga v Afriki ali v Avstraliji ali kjerkoli v Evropi tudi moja solza. In Društvo za srečno življenje Belis si resnično z vsem srcem prizadeva, da nas bo vedno več, ki bomo verjeli, da je skupnost, ki ima za cilj srečo, radost, resnico, ljubezen, tista skupnost, ki spreminja temo v luč, ki spreminja nespamet v modrost, ki spreminja smrt v življenje, bolezni v zdravje, prepire v sprave. In več, ko nas bo, ki bomo verjeli, da so rešitve. Ampak najprej v našem srcu, v našem duhu. In če bomo kot lučke svetile, hodile po tej zemlji, bomo še marsikoga prižgali, razsvetlili, navdušili za življenje. Pred nami so dnevi. Nekateri govorijo o reformaciji, drugi o dnevu mrtvih, nekateri o dnevu svetih. Vsak se pa za sebe odloči, v kaj bo verjel, v kaj verjame in bo živel to, kar verjame. Duhovne barikade moramo sami odstraniti. To so tiste duhovne barikade, ki nam jih je naložila družba, šolstvo, nerazsvetljeni ljudje, dobička željni ljudje. Sami jih moramo odstraniti z vero v življenje. Z vero, da smo močnejši, da je življenje bistveno močnejše kot vse negativne okoliščine okrog nas in tudi mogoče še v nas. Smo otroci življenja. Živimo. In mi se odločamo, samo mi se odločamo, v kaj bomo verjeli in kaj bomo delali. Toliko od mene danes in hvala lepa za vašo pozornost in lepe praznike življenja, radosti in sreče. Hvala lepa.